V tokratnem podcastu pa imam ob sebi gosta, ki se ga zelo, zelo veselim, oziroma veselim se vsega, kar bo prinesel ta pogovor. Prepričana sem, da marsikdo med vami pozna Hudo mravljico, sploh če imate manjše, majhne otroke, ampak morda pa kdo še ni zasledil, da ko pride Huda mravljica, ni ga več junaka, Batmanu je bed, da v hlače se pokaka. Govorim seveda o repkih in o tistem delu Hude mravljice, ki je pri nas doma tako zelo zaželjen. Rok Trkaj, živjo! Čau! Vesela sem res, da si danes prišel, da bova rekla kakšno o repkih, o projektu, pa tudi mečkano o tebi in vsem tem, kar se ti trenutno dogaja. Hvala za povabilo, bova kakšno žaltavo razdrla. Bova. Ja. Za tiste, ki morda ne poznajo projekta, lahko rečem repki, kako bi ga opisal, kaj bi rekel, da je to? Sinteza 3 različnih elementov. Najprej, ko pogledamo format, zgleda kot knjiga. V knjigi noter je pa še glasbeni album in hkrati še zgodba in poezija nekaterih pesnikov, ki so ustvarjali za otroke. To skupaj je ena taka sinteza, da posodablja v bistvu otroško poezijo, otroško glasbo na en tak repkast način, na style svoj, ki ga jaz druge še nisem zasledil. No? In zdaj že nadaljevanje, ne? 2. Ja? Tako, lahko pokažem, tam imam. No, daj. Evo, okjerga tega, evo, to je 1, oranžna, ilustriral Igor Šinkovec, to je pa 2, Matej Dečeko, pri obeh je producent Damjan Jovič in moj dragi sodelavec, dr. Igor Saksida zraven, tako da... Z njim res uspešno sodelujete, ne? Zdaj že, a bo že 10, recimo 7-8 let. Ja. Zdaj, repki so zelo zaželeni tudi, ko gostujete naokoli. Vem, da včasih so naši najmlajši ali pa v osnovni šoli, recimo, so otroci govorili, jaz bi šel v kino ali pa jaz bi šel ne vem kaj, zdaj pa kje bo Trkaj, jaz bi šel na repke. Verjetno je to nekaj, kar ti pomeni in je to nekaj, kar si verjetno vesel, da se to med mladimi tako zelo prijema. Ja, najprej presenečen, potem hvaležen, potem entuzijastično nabrit, potem pa še zadnja z enim takim pozitivnim tovorjem na rami. Kar pomeni, da, tako kot je zapisal naš pesnik, za našo deco je le najboljše dovolj dobro. Tega se nekako držim in poskušamo z ekipo res dati najboljše, kar v tistem trenutku znamo, čutimo in kar nam je v največje veselje, in upamo, da bo pač mladim to zarezoniralo z njimi, da imamo še toliko otroka v sebi, da lahko z njimi komuniciramo. Zdaj, glede na to, da si bil prej pred ustvarjanjem za najmlajše, bom rekla, v rimah doma, vem, da si še vedno, ampak so te tudi odrasli, poslušali, prišli na tvoje nastope in tako naprej. Zakaj si potem v nekem trenutku rekel, gre mogoče še malo v to smer? Iniciativa je bila od ene učiteljice. Midva sva, se pravi, zgodba najina z Igorjem skupaj, da so mi pri Klakla klasiki začela skupaj sodelovati, ker nas je mladinska knjiga nekako skupaj povezala. In ta projekt je bil meni tako. Tako, iskreno, precej narejen na hiter, ali pa z ne taki, nisem se zavedal, da ima to tak domet. Rekel sem, gremo prepesniti slovenske klasične avtorje v rap in to je to. Potem so pa mi šla na nastope in so učiteljice, vzgojiteljice rekle, kaj pa kaj za mlajše? In jaz takrat sploh tega nisem predvideval, da je taka razlika do 5. razreda, od 1. do 5. pa od 6. do 9. Da je to tak drugačen razpon komunikacije, ko je treba komunicirati z glasbo. No, potem si pa ti ko to informacijo dobiš, si pa pred enim velikim vprašanjem. Stereotip reperja, vsaj kakor še ne bil poznamo, ne? Se pravi, ni tukaj kaj preveč otroškega, so bolj hudi avti, malo gangsta, malo bad boy, malo gremo tako, malo nasilje, malo kletvic, malo to združimo, pa imamo rap, ne? In zdaj pa to za otroke, greš na tenek let, ker
ti lahko narediš čisti cringe, ne, da je to kar neki. In vsem pa, ko se je ta kreativa začela, je bilo prav čudežno malo, da te vleče v neke sfere, ki niso včasih odvisne čisto same od sebe. Včasih se pesmi same napišejo, ali pa ideje pridejo zelo na hiter, zelo preprost način in tako se je pa repkih dogajalo. In ko sem jaz začel to energijo dobivati, na katero sem recimo pronicljiv, en komad, drug komad, tretji, četrt, pet, šest, kar naenkrat je bilo 15-16 demotov in potem smo to še v času, mislim, da je bilo glih v času COVID, da smo potem to snemali. Ampak vseeno, lepo je bilo, dajmo to narediti. In to je bil pač, bi rekel, no, vprašala si me, kako je prišlo do repka, odko je prišlo, da so vzgojiteljice vprašale, če bi kaj, potem se nam je z Igorjem zdela dosti zanimiva ideja in pa je mene enostavno en dan povlekal, gremo začeti delati in se odprli, ne šlo. To je to. Prej si rekel, ne, da prispodoba repa je precej drugačna, kot ga lahko pokažemo ali pa ga opišemo najmlajšima. Ne? Hell yeah. Ampak vseeno pa, dajva reči, tako kot si sam rekel, nekje od 5. razreda naprej, ali pa ne vem, mogoče še mečkam kasneje, pa najstniki že dobro vedo tudi, da hrepu lahko paše to in si lahko morda marsikakšen mu tudi vzgled, da pa ni rep samo to. Ne? A si kdaj gledal iz tega zornega kota? Ne, po mojem, da je pravilna, bi rekel temu, da ke so otroci stari tam 6-7 razred, da jim repki rata malo ne, ker takrat je cajt uporništva. Ker niso več smešni, da v hlače se pokaka in tako. Takrat to ni več. Je druga stvar in prav je, da potem najdejo nekaj, bi rekel, bolj uporniško neko glasbo, nekaj, s čeme se lahko oni v tistem obdobju poistovetijo, ampak potem pa, ko bodo mogoče enkrat sami starši postali in se bodo spomnili tega, bodo pa se spomnili tako, kot se te generacije, recimo nas, Mačka Murija, Zvitorepca, Trdonje Lakotnika, Muce Copatarice in tako naprej. Tako da je namenjeno za določeno skupino ljudi, ampak ima pa tudi malo dodane vrednosti, da tudi lahko recimo starši v temu, da lahko uživajo, da niso čist na prvo. Goska je po vodo šla, ga, ne vem, aparačka. Ni ta način, ne? Se pravi, je več tega noter, da lahko tudi, da ni neumno. Da lahko tudi starši pri abecedi sodelujemo vmes. Ja, da ni neumen, ne. Tako, nismo hoteli da je po neumi, zdaj pa to otroška glasba, ampak je bolj način simplificiri, ampak vsem daj pa tematike, kot je recimo pri Dvojki dežela izgubljenih stvari. Govoril pravzaprav o kompleksni temi, kaj se zgodi z mojo babico, z dedijem, ki jih več ni, kam grejo. Kje so tiste, kam je šel naš mucek, kam je šel naš kuža, kaj se je zgodilo s Frnikolo, ki sem jo izgubil. Kje je? Ne, ta, bi rekel, nek metafizičen prostor odpiramo, ampak to na nek tak način, da je kljub vsemu zabaven, ne, in da burijo otroško domišljijo naprej. To je to. Rok, ko si recimo ti začel z rimami ali pa ko si vstopil v ta, dajva reči, svet repa, rim in tako naprej, nikoli nimam v spominu ali pa, da bi zasledila, da si pa kdaj bil, a veš, tako kot je v repu, kdaj, da kdo koga res žal, pa potem vrže ping-pong, pa tako naprej. Se mi zdi, da si se vedno nekako izogibal podobnim stvarem, da bi bil pretirano v to noter upleten. Ne, to ne bo držalo. Aha, okej. Ja, ker začela se je naša pot z betli pravzaprav. Ne? Ja. Se pravi, na temu sem zrastel v bistvu. Ja, ampak vseeno, mislim, verjetno takšni betli, da niso delali hude drame v medijskem prostoru. Drama v medijskem prostoru. Ja, takrat je, bi rekel, mi smo vedeli za neko kultura hip-hopa, ima vse element betla. In hočeš nočeš, če spoštuješ to, če si v tem noter, spoštuješ to celotno celoto. In celota je tudi, da za razliko od drugih glasbenih zvrsti se lahko ti v rapu, hip-hopu se lahko tudi pomeriš z nekom drugim. Se pravi, da ti njega skurcaš, spluvaš preko rim in kdo je potem boljši, ponavadi odloči publika. In to je format pač battle, tako kot smo bili v Eminemu v 8 Mile. Ne? In ko smo mi
začel z rapom, je bil Eminem, je glih prišel ven, 8 Mile je bil nekako v vzponu in to je bilo takrat element kulture, ker je moja generacija hip-hopa precej zvesto sledila in pa nas je bilo ogromno battleov in tega. Tako da to se mi zdi, da je kar bilo, no. Da bi se pa v medijske spuščal, je pa, imeli smo komad sicer Cancel, ker smo ga za ekipo iz Obale, ampak meni je bila tista stvar, napiši rimo, nared komad, pa se pa umaknem od tega. Tako jaz nočem se povezovati, da nekoga pač pluvam. Ne? Je raj, da nekomu pač pomagaš nekaj zgraditi, ampak če pa že do tega pride, ok, let's go. Ne? Tako, ta način. To sem bolj mislila, način, da nikoli nisi bil človek, ki bi se nekaj dodatno zapletel v neke hude drame in tako naprej, ampak battle, tako kot si ga opisal, mislim, to je kultura, to je nek del hip-hopa, konec koncev. Ja, je. Ali pa velik del. Velik del, ne. Ja. In pa nas je bilo vedno namesto, da se s pestmi noži, dajmo se pač dokazati, kdo je boljši v kreativnosti. Ne. In da se pri tem pač zabavamo in da si na koncu roko damo. Bolj tak bi rekel dvoboj, boks, ring. Z besedami v bistvu. Ne pa način, da greš, da nekoga pač namerno uničiš. No, tako, tega nikoli nisem imel vse. Vedno je bila, če tudi nekoga betlaš, pa ga kurcaš, je v bistvu energija, ki si tam na betlu, je nekako spoštovanje v spodi pod tem, ker veš, da je on isto dober, pa da se isto prepravi. Tako. Mogoče podoben Ken Roast ali pa... Ne? Ker pa roastu ti ponovadi sam poslušaš, ne? Kle moraš pa ti razmišljati, kako mu boš nazaj vrnil. Ne? Tako je bolj, no? Tako je ka neka šah roast box. Okay, se pravi, ti morajo klikarji kar hitro delati. Klikarji ti morajo hitro delati, če imaš še to predispozicijo, da freestylaš, ne? Ker lahko priješ z nečem, kaj je pripravljen, ampak če ti on nekaj reče, ti vmes razmišljaš, kako mu boš kontro nazaj spustil. In tiste kontre so najbolj sladke, ne? Koliko v tvojem vsakdanjem življenju je tudi tega razmišljanja? Ker to po mojem ni, da lahko kar vklaplaš, pa izklaplaš. Pa to... En del tega je v bistvu, da jaz sem bil formiran na začetku kot v bistvu battle rapper, kar pomeni, da je to del tvoje identitete potem rata. Kar pomeni, da se z nekim egotom poveže. In pri meni je bilo dostikrat tako, da če se mi je recimo nekdo zameril ali pa neki, sem jaz vklopil ta battle, kako bi jaz njega razmontiral, a ne? Pa vidiš kasneje to, da ni nujno tako dobra stvar, ne? In se pravim, meni je bil velik twist, ki mi je ena punca rekla, ker sem začel z battle rapom, je bilo samo tega, dajmo tega uničiti, dajmo tega zdisati, dajmo tega Pa mi je pa sam rekla, da znaš uničevati, a znaš graditi. To. In to je meni naredil preklop, da sem začel drugače razmišljati, da pluva lahko vsak, sline imamo, neomejeno se nam regenerira, koliko pa ti imaš, da najprej zgradiš svoje življenje okoli sebe, ljudi, da jih dvigneš na nek nivo, ne da bi pluval. Ne? To je pa drugačen miselni koncept in je veliko več truda potrebnega za to, da nekaj zgradiš, kakor da nekaj uničiš. Ne? Kako si pa potem začel graditi in ne več pluvati? Ja, tako, prvi tak je bil v glasbenem smislu, da je bil glasbeni album, ne? Da je bil prvi v času enega diha, ker moraš ti vklopiti neko drugo logiko. Ne moraš ti čez cel album pluvati. Ne? Tam je več zgodb, kreative, muzika, delo v studiu, potem razni projekti, kateri so bili, potem lastna izobrazba, potem tudi na koncu družina lastna, služba lastna, nekako samo kreacija. In poleg tega pride tudi ena pomembna misel, takrat je bilo po mojem začetek fakultete, konc gimnazije, da ne vem, kdo je to točno rekel, ampak da nismo tukaj zato, da se odkrijemo, ampak zato, da se ustvarimo. Spet en miselni preskok, ki je v bistvu drugačen, ker danes ljudje se še vedno iščejo. 40 let stari iščem se. Pa nisi mogoče kle zato, da se iščeš, da se najdeš, ampak zato, da se ustvariš. Da imaš neko veselje, nekaj in iz tega ustvarjaš. Tako. Koliko ti je pri tem razmišljanju, ki ga zdaj opisuješ, dala tudi teološka fakulteta? Teološka fakulteta na nekih delih ja, na nekih delih ne. Tako bi rekel... spoznaš neko ambicijo, neko plast, neko težnjo, neko željo, neko vizijo človeštva,
ki je skozi nami, vprašanje pač v presežnem in kako so se ljudje tega vpraševanja lotevali, ko so filozofirali. To je dobro in da spoznaš velike različne humanistike, veliko različnih pogledov, veliko debate. To, kar je bilo meni teološki všeč, je to, da nikoli nismo bili številke, tako kot si recimo na ekonomski fakulteti. In tudi, če smo imeli najbolj, bi rekel, vprašanja, ki so bila kontroverzna. Ne vem, nekdo je bil, sošolce bil recimo odkrit satanist. Ne, na teološki fakulteti. In on spraševal tako vprašanje. Ne, ampak jaz nisem nikoli nikoli nisem od profesorjev zaznal tega izločevanja. Ne? In ta pogovor, ta globina neka in tako naprej, to mi je teološka fakulteta zelo dala, da ne gledam eno plastno, ampak več plastno. Mogoče tudi sprejemanje. Ne? Sprejemanje tudi. Pa to, da vidiš ranljive skupine in tako naprej. Ta nek osnov princip, kar mislim, da ga v današnjem kapitalističnem ali postkapitalističnem svetu, da je človečnosti pravzaprav vse manj, ne? Ali pa je skrita pod neko krinko marsičesa drugega, marketinškega načrta ali pa kaj vem kaj. Kar pa je pač pri teološki fakulteti, da mi pa ni bilo všeč, zato ker je zelo strogo usmerjena v strujo rimokatoliške cerkve, kjer ne bi bila samo prav vidiš cerkveno zgodovino, tako, ko dobiš en tak neko zgibanko in cerkvena zgodovina sta dva apostola Peter, Pavel, ne? Kaj pa Simon, Jakob, Andrej, Bartolomej, Filip, Janez, teh pa ni, ne? In različni apostoli, ki so pač nosili to stvari, so čist drugačne perspektive lahko na samo, bi rekel, vero. Tega se pa nismo učili. To sem mogel pa sam potem kasneje odkriti. Ja. Ampak si, ker te je to vleklo in zanimalo. Po nesreči. Ja, se je zgodilo. Ja. Kakšen je bil pa odziv tvojih najbližjih, ko si povedal, kam se boš upisal ali pa si se upisal? Čuden. Tako, a naš bo pa duhovnik. Ker vse prej bi ti pripisali kot pa teološko fakulteto. A naš bo pa duhovnik, ja. Pa takrat nisi o tem, da bi bil to vzvod, nisi razmišljal tudi v tej smeri? Ni, takrat sem imel, bi rekel, drugačno logiko. Če bi šel s to glavo, ki jo imam danes, ne vem, če bi se isto odločil. Ker mene je prepričala, se pravi na informativnem dnevu, ko smo bili, je ta dekan, ki je bil govoril o zaposljivosti tudi teologov, kje smo to lahko vse, ne. Zadnji dan, ko sem dobil diplomo, je rekel, diplomo vam lahko dam, zaposlitve pa ne. Ampak meni je to že takrat v drugem letniku mi je kliknilo, da iz te moke ne bo kruha v tem dobesednem smislu, ampak sem pa lahko se toliko več pač posvetil takrat pol glasbi, da sem nekako iz tega, da sem pač kreiral, zato ker študij, vsaj meni, roko na srce, ni bil pretirano pač težek. No. Tako da to so nekako plusi pa minusi. Zdaj ne vem, kako je. Ampak se mi zdi, da bi bil lahko podobno kvalifikacijo kot socialni delavec nimaš. In to je tako, kaj pol pravzaprav si. Tako da bi rekel, da nekaj mogoče to gledajo, pa se odločajo za študij. Če iščete zaposlitev, to ni fakulteta pa za vas, razen če bi radi pač bili nekako duhovniki ali pa v tem svetu delali. Če pa je to druga izobrazba, da ne vem, že imate nek poklic, bi rekel, zagotovljen, te pa ful oplemeniti. Realno. Ja. Verjetno tudi veliko širine lahko s takšnim študijom dobiš. Ne? Mislim, če znaš razmišljati široko, in da se zavedaš, ne vem, kako je zdaj, to je bilo takrat pač, da se začne v 3., 4., a pa 4., pa 5. letniku ful stroga, dogmatična, rimokatoliška paradigma pedagoških vsebin. Si lepo povedal, ne? Beseda za besedo. Sam ga sebe presenetil. Včasih se, ja. Hotela sem te sam še to vprašati, glede fakultete. Si takrat redno tudi cerkev obiskoval ali ne? Nekaj redno. Mislim, tako ste familiarno, družinsko hodilo? Ne, jaz tega sploh nimam neke... Nimaš te vzgoje, no, krščanske? Nimam te vzgoje, ne. Tako da meni se pač, sem pa vedno čutil nekaj s tem presežnim svetom, da je nekaj več, sem pa čutil neko pač povezavo. Nekaj bi rekel temu, kakorkoli so smešno slišali, višja sila, da lahko ljudje stopimo, da imamo to sposobnost, da stopimo v kontakt z višjo silo, z
presežnim, kar nas lahko usmerja, kar nam daje neke napotke, znake, zdaj kako to v besede pač formirati, ne vem, eni rečejo vesolje, eni rečejo interna podzavest, ne vem, velike različnih razlag, ampak jaz verjamem, da nismo kle samo zato, da se rodimo in umremo in del evolucionistične verige in brez namena. No. In da odigramo to igrico in potem je to to. Ja, če igra je že nastavljen scenarij, kdo je pa scenarij pisal, ne? Se pravi... Kako bi ti, če bi te jaz zdaj vprašala, kdo je, ne kdo, ampak kaj je za te Bog, ali pa kako se obračaš k tej višji sili? Ultimativna dobrota. Ne? Se pravi, najvišja dobrota od najboljše višje dobrote, kjer je človek ne more razviti sam, lahko pa jo z inspiriranjem. Mogoče bi najlažje to nazoril v slovanskem svetu, iz katerega tudi mi izhajamo. Je zelo podoben koncept. Slovani so verjeli v trojni svet. V nav, jav in prav. Še vedno se obdržijo nekateri koncepti ali pa koreni besed, ki jih uporabljamo. Kaj nav je? Tukaj imaš, mislim, da Župančičevi jami je navje, je pokopališče. Okay. Potem imamo se pravi, to nek svet, nižji svet, svet, bom rekel, nekega podzemlja, potem imamo javnost. Okay. Svet, ki je kle, ki je fizičen, kjer smo jaz in ti. In potem prav je pa svet naših prednikov, svet neke dobrote in mi še vedno nosimo ta koncept, ki rečemo, to bom naredil, ker je prav. Kaj je prav? Kako ti lahko občutiš svet, ali pa da imaš vse vzgib, kaj je prav in kaj je narobe. Prav, ne? In bolj, ko se ti obračaš proti pravu in stran od navja, ne, bolj ti dobivaš te atribute, te vse komponente dobrote in se tudi ti, kot človek v javu v sedanjem času, ker mu vladajo pač zakonitosti, se tudi spreminjaš. Ne? Tako nekako. No? Ampak poiščeš neko svojo, kako bi te to sploh vprašala, tolažbo mogoče uteho v tej neki višji sili takrat, ko jo potrebuješ? Ja, drug lahko aspekt na to, da je beseda Bog, če jo imenujemo, da je najvišje dobro, kar ti premožeš v svoji podzavesti. Ne, da se ti obračaš temu, kar takrat misliš, ko si na neki točki, da ti bo recimo najbolj pomagalo. Lahko je tudi tako, ampak kakorkoli obrneš, razen če ne zlorabiš, pač te stvari ni v temu, jaz ne vidim nič slabega. Ne? Dokler je tako, kot je prav oziroma najvišje dobro. Ne? Ja, prav. Ne? In dokler se beseda Bog ali pa karkoli ne začne spreminjati v orožje. Ne? V to, jaz imam večji prav od tebe, zato ker tvoj Bog je tak, moj Bog je tak, vemo, da so religijska čustva tam nekje na meji športnimi, ne, da se lahko hitro lahko zaradi denarja, zaradi športa, pa zaradi Boga se lahko hitro skregamo po nacionalnosti. Ne. To so unetljivi subjekti. Ne. Rok, da greva mečkam bolj lahkotni temi, katere so pa tiste stvari, zaradi katerih si pa ti lahko hitro v konfliktu? A so kakšne take stvari, ki te pa res... spravijo iz tira? Probam, sej jih je. Zdaj sam razmišljam, a hočeš olepšati, ali hočeš... Hočem se jih ful veliko spomniti. Sej lahko sta dve, ali ena. Jaz bi rekel, da ustvarjanje še vedno jemljem precej osebno, kar pomeni, da če mi pri ustvarjanju ne gre, kar včasih ne gre, je ful povežen s tem, da sem nesposoben. Pa ratam jezen. To me iztir, pa kadar... Ja. Se pravi takrat, kadar pride malo do te kreativne blokade mogoče? Ali? Ja, ker ne veš, kako naprej realno. Ne? Misliš, da je to sam pač da ne bo nikoli boljši tako naprej. Pa ta malo bi rekel obup, da takrat pride in pol iz tega frustracija in iz tega jeza. Pa takrat, kadar si dam preveč na hrbet, da se mi mudi ful,
pa je ful enih elementov, kjer nisem nekako predvidel, da zgubim kontrolo v bistvu. Ker zgubim neko kontrolo v času, takrat me lahko to iztirja. Da ratam tako malo kolerično živčen. Aha, tudi rataš lahko potem... Hiter, cak, pa se hiter pomirim. Tako. Aha. Ja. Okay. Koliko te pa tvoja hčerka, koliko je zdaj stara? Zdaj 9, zdaj bo 10. 10-letna hčerka, koliko te pa ona lahko kaj ne umiri, ampak lepo pogleda in razoroži? Ja, vedno. Precej, ne? Precej, ja. To je pa tudi ena. Očetovska vloga. Ja, kako si jo sprejel, kakšna je? Ena velika ljubezen je to. Ja, zelo sem rad z njo. No. Tako, res mi, bi rekel, res en tak, tako energija, ki jo imaš lahko z otrokom, je ni take na svetu. Je res en tak, samo svoj svet, ki ga ima ta očka pa hčer in to bo bilo za zmer, po mojem. Ne vem, no. Tako da, to sem zelo počaščen, da imam lahko to vlogo. Koliko je pa ona number one fanica izdelkov? Ali že tudi v tisti dobi, kaj že? Bi rekel, zelo ima rada repke, so ji cool, ampak je pa zdaj že na pragu teh let. Najstništvo počasne. Poznaš tako malo? Ker sem rabila nekaj časa, da sem sploh dojela, kaj se doma poje. Tako, ampak vse v redu. Jaz sem vesel, da je kreativna, pa da pol te melodije, kjerkoli že so, da jih rada igra. A je tudi ona, ki je glasbena? Aha, na klavir? Na klavir, da jih igra. Ja, ima vse te, bi rekel, potencijale. In če si jih želi ustvarjati, ji pri temu pač spodbujam, da si vzame čas za to, da sva skupaj, ne bi pa rad na silo. No? Ne bi pa rad, da je 3 ure zdaj zato, ker se mi zdi, da pol dobiš neko mehaniko preveliko, da ti rata muska, ne vem, domača naloga. Pri ustvarjanju pa to ni, mora biti pa veselje, pa zadovoljstvo. Rok, ko sem se mečkam pripravljala na najin pogovor, sem prebrala na spletu odgovore in bila zelo prijetno presenečena, ko sem zasledila, da glede na to, da z mamo hčerke ne živita več skupaj in tako naprej, da pa imate v bistvu še vedno nenormalno lep odnos, kljub temu, da ima ona novega partnerja in tako naprej. To je malo redkost, se mi zdi, in to premore kar zelo veliko empatije, pa hkrati mogoče odgovornosti, da takrat si sposoben, ker takrat se lahko tudi ego ti malo preigravajo med sabo, da takrat v bistvu si sposoben ta ego malo spustiti, ali pa vsi vpleteni, no, in imeti tako lepo zgodbo, kljub temu, da dva pač nista več skupaj. Ja, hvala. In hvala tudi, se pravi, moj bivši partnerki, da staršem vseh, da ta ekosistem nekako štima. Ko enkrat, ko si pač v tem, ko si v tebi rekel ločitvi, pa gre to narazen, to ni lahka stvar. Zato, ker kar sem ugotovil, da se lahko celotna naklonjenost, celotno, rečemo temu ljubezen, ki ima z nekom, da se lahko spremeni, kada ima ljubezen še eno stran, ki je temna stran. In to je pa maščevanje, to je pa jeza, to je pa faušarija, to je pa potikanje. Kada se vsa ta energija lepo, kar si imel, da se lahko v nekem trenutku tvistne in postane pač nekaj drugega. Ne? In tukaj bi jaz rekel, da je to neko najno skupno razumevanje, ki so ga imela, so ga pač pelala naprej, da so bili vzponi in padci pri obeh, da je nekdo malo zavil, pa drug malo zavil, ampak so si rekla, da za hčerko, za Taro, da bova pa nekako lepo skrbela. Zdi se mi, da tudi ena izmed potez, ki sem jih jaz naredil dobro, ne, da ko sem jaz videl, da je ona zares odločena pač, da to ni to, pa da je našla pač Andreja, sem jaz Andreja takoj poklical, in sem šel z njim na sestanek, in sem rekel pač, lej sam eno stvar pač za Taro, pač kaj je za hčerko, da ne bo nekih kletih preigravan, prepucavan. To sem nekako instinktivno, sploh nisem vedel, da je neka, bi rekel, v tistem momentu prava odločitev, ampak tako, če se nekdo odloči, da ne gre svojim egotom noter, da hočem pa jaz spreminjati, lej, tako je zdaj. Je, kar je, zdaj pa se prilagodi na te stvari. No, potem pa
Potem pa se mi zdi, da je eno ključno zavedanje, ker pol pride po tej jezi maščevanju, pridejo tudi občutki krivde. Da si rečeš 50-50. Skozi je, jaz sem začel dojemati, kakšno vrednost sva midva zgradila tudi po tem, bi rekel, odnosu, ko smo šli na razen, v temu, ko sem videl, koliko parov je začel klicati po telefonu. Kar nekdo od kolegice, kolega, a bi se lahko s tabo dobila na kavi, zakaj, ko midva greva zdaj na razen, pa ne vem, kako sta vidva to dobro rešila, tako okay. Da ima na svetu, Ja, in pol, ko vidiš te igre umazane, ko se igrejo bivši zakonci ali pa starši otrok, to je hardcore. Če je bil naš battle, da sem mislil, da je hardcore, je to mnogo bolj hardcore. To je res ono, da lahko v tej ljubezni, da lahko človeška podlost se do neke perfekcije skupaj z alkoholi, z ostalimi, ne vem, razbije se praktično vse. Ne? In to dveh, ki sta se imela nekoč neizmerno rada in sta mogla en brez drugega. Ja, ta res, da ima ljubezen to svojo temno plat, tako, kot je sta sestri kreativa pa destrukcija, tako je ta maščevanje, pa to pa ljubezen, da sta sestri dvojčici, noro. No, in pol vidiš, da to, kar vzdržuješ, kar si ti po nekem instinktivni stvari gradil, da je to v bistvu ful veliko nekako vredno. Ne? In jaz sem zelo hvaležen, da je pač moja bivša partnerka pa mamica Tare, da je taka ženska, ki je razumljiva in da tudi mene v mojih teh umetniških, ker mi umetniki nismo najbolj stabilna bitja v tem vesolju, da zna tudi tako pač ti sprejemati in da nekako uredimo. In so še vedno pač vzponi pa paci, kdaj pa kdaj. Ampak skupaj se prav nekako zrihtamo in gremo pol naprej. In to bi jaz rekel, nekako za tiste, ki to poslušajo, pa so v tej fazi, čez ful čustev boste šli, ne pustiti, da tiste grde zamere, kogarkoli bo, da pač prevladajo in kogarkoli je bil kriv, prav, da ste vi krivi, vedno je 50-50. Kogarkoli si je to lahko ali pa težko priznati. Ja. Hkrati pa mogoče ravno ta zavedanje, kako lep vzor otroku si lahko v takem primeru, kot sta vidva, oziroma ali pa vi vsi to speljali. Ne? Treba je prevzeti odgovornost, da za del otrokove bolečine si odgovoren. Kar pomeni, da tudi zdaj, čeprav smo mi dobro, da ni to zdaj v nekem filmu, da je Tarik kdaj še vedno hudo, zakaj nista skupaj, da še vpraša. Pa jaz razložim na način, veš, kako pa če bi bilo, da bi bilo skozi kreganje, kar je, se mi zdi, da večja travma za otroka, da je neprestano, ko prije domov, da se ne počuti doma, da je skozi neko prepiranje, skozi dretje in tako naprej. Se mi zdi, da je pa boljše, da se nekako, če je taka situacija, da otrok raje v miru živi, pa tudi če sta dva na razen. No. A če pogledaš recimo tako kdaj za nazaj situacijo, tako kot si rekel, 50-50 je, ko se išče krivca, kar je itak največkrat malo brez veze sploh v nastali situaciji iskati krivca, ampak okej. A bi veliko stvari danes delo drugače, kot si jih takrat? Tako, kot si rekel, z umetniki ni vedno lahko. Ja, bi, definitivno. Aha, se pravi, si določene zadeve tudi zaradi tega spoznal, da jih lahko delaš drugače. Ja, 100%. Te zanimajo katere? Izvoli. Prva stvar je, da nekako, da se zavedaš pomena družine. Pa to, da je ta svet, bi rekel, neke slave pa neskončnih priložnosti, da ima svoj rok trajanja. Da se, tako kot se je začel, se konča in ko ta svet neskončne pozornosti, ki jo imaš, kot ti enkrat, ne vem, si bom rekel v tem poslu, kakorkoli, da ta stvar isto hočeš, nočeš, mine. Ja? In da je na tebi, da se sprijaza z nekimi drugimi cilji in da je družina ful pač pomembna. In da kvantiteta definitivno ni kvaliteta. In druga stvar, kjer je še, bi rekel, zelo nekako pomembna, je spolnost. Ja? Razvil sem eno teorijo, da smo ljudje kot kentauri. Ja, se veš, kakšen je kentaur? Ja, ampak me zanima zdaj ta teorija. Kentaur ima človeško zgornji del telesa in konjsko, ali lahko tudi neki bikovo spodnji del. In naša glava in naša spolnost sta dva različna jezika.
Lahko se ti z nekom se fantastično ujameš v glavi, pa se v spolnosti ne. Se ujameš v spolnosti, pa se v glavi ne. In če ni te simbioze, tega, da je oboje na mestu, potem je tako, obe dve strani sta pomembni. A ne? In tukaj se prav iskati in se tudi, čeprav je sebično, da se ne takoj zadovolji, če je vse v glavi v redu, pa če vse v spolnosti pač v redu. Oboje, da obe stvari da štimata in če ne si lagati, da ja. Ja. Upam, da moje sporočilo ni bilo napačno, da ni bilo napačno prenešeno, da zdaj, če pa nekomu ne štima, pač ne vem, v spolnosti mora pa narazen, pa če je v glavi, da ni v redu. Ker izrabljanje je da danes veliko medijskega sveta še vedno pa tako pelje na to energijo spolnosti, kada je pač vse. Ali pa izrablja to energijo. Dosti je pa, bom rekel, seksi energija. Te nekako privlača. Koliko smo mi to neko v bistvu lepo energijo, kako jo je manipulirati v bistvu lahko in izrabljati za neke namene, da spet pač dobiš profit. Se vidimo, kako recimo porno industrija cveti, koliko neka lepota, neko prodajanje glamurja, neko prodajanje za dame seksapila pa večne mladosti, kakšne v bistvu to na neki podstati seksualne energije, kako se to pravzaprav izrablja. Ja, to sem mislila, da se nekaj to izrabljanje, da zelo hitro lahko je spet imava to temno pa svetlo plat v bistvu, iste stvari. Kako pa ti sam gledaš, recimo, zdaj se bom šla v tvojo smer naprej, omenil si strmenje k lepotnim idealom pri ženskah, ne vem, in tako naprej. Koliko si še vedno človek, ki mu je naravna starost ali pa recimo si mogoče vseeno moški, ki boš se uzrl in te bo pritegnila ženska, ki pa bo delala vse za to, da bo še vedno izgledala stara 30 let ali pa 25. Sam imam v tej svoji poti, ki sem imel, imam veliko srečo, da sem pač izkusil te, bi rekel, ali pa preživel čas z vsemi temi, bi rekel, neki standardi lepote in tako naprej. In da sem to zadevo enostavno osebno pač prerastel. Da ne težim več k temu, da mi ogromno pomeni, da je nekdo navzven, da se približa nekim idealom, ki so nam bili dani skozi svet, ali pa se mi moški pa s tem rodimo, kdo nam je privlačen, pa kdo ne. Bolj me zanima zdaj čednost. Čednost je pa v bistvu, kakšno energijo nekdo oddaja, ker energijo, ki je mirna, ki je pomirjena, ki je dobra, jo lahko začutiš, če si senzibilen. In za tem je pa veliko dela. Da se nekdo tak ne rodi, ampak da spet, če se vrnemo nazaj, da veliko časa teži proti pravu. Ne glede na to, kaj svet hoče povedati, ti čutiš nek notranji instinkt, ti se obračaš temu dobremu in si skozi dober človek, si mil, si na nek način lahko moške energije, ampak si hkrati nežen. Najboljša beseda je, čeprav je za naše 21. stoletje je malo čudno, je deviški, da si. Empatičen? Deviški. Otroški, repki. Ker to sem ugotovil skozi kreiranje, da se veselje, sreča, da se skriva pravimo v malih stvareh, ampak se pravzaprav v malih ljudeh. Oni imajo veliko odgovorov, kaj to sreča je, da si zadovoljen, ko vidiš eno lužo, pa tam če fotaš in tako naprej. Ni v vse znanju v tem, kar je super presežno, da imamo čim več denarja, več uspeha, več partnerk in tako naprej. In da se vrnemo nazaj na tvoje pač vprašanje. Jaz, ko pogledam neko recimo žensko, ki se trudi ostati v neki pač večni mladosti, razumem po eni strani aspekt tega, neke te sociološke paradigme žensk in lepote, ki je skupaj, pa da si želiš nekako čim dalj, ne vem, v tem ostati lep čeden, ker si bil, ne vem, kot tak sprejemljiv ali pa se tak dobro počutiš. In tukaj ni enoznačnega odgovora. Če se ženska zaradi tega, ko se, ne vem, s kremom maže, pa pomladiti, če se ona resnično znotri počuti pač dobro, zakaj pa ne? Ampak neko ekstremistično, pač agresivno podaljševanje, pa filanje z vsemi stvarmi,
botoksi, pa z filerji, za ustnice. Mene osebno pač mi ne da tako dobrega občutka, sploh če je estetski kirurg, da ni najvišje vrste strokovnjaka. Ne? Ker izgleda, vse bolj mi izgleda, ne, mogoče, jaz upam, da mi kdo zameri zaradi tega, ampak zdi se mi, da je ta estetski ideal, da je precej podoben. Tako vidim, neke punce so si precej podobne v tem ohranjanju večne mladosti, a ne? Kakšen te botoks naredi, kakšen te fileri naredijo in tako naprej. No. Pa sej pri moških je pa podobna stvar, največje mišice na svetu skozi celo življenje. Tako da ne bomo rekel, samo da smo... da ste izuzeti van. Danes je že vsaka stvar, pač je lahko, se lahko obrne v nek seksizem, ni to pač namen. Namen je tukaj, da sprejmeš samega sebe in da poslušaš samega sebe in se znaš poslušati tudi, ko čas gre, pa vse te stvari vzame in važno je, da si ti notranje čeden, da je to tista komponenta v bistvu, ko ostane, ker vse, kar je zunanjo, pač tudi nekako premine. No. Prej si omenil, Rok, to, da ima vse rok trajanja, ne, tudi ta prepoznavnost, slava. Ja, to smo najdeli en tvoj... Eden izmed ljubših citatov, nekoč si rekel, da je imej rad ljudi, ki ti jih je dalo vesolje, ker en dan jih bo vzelo nazaj. Ja, in zato je absolutno zelo pomembno, kaj v tem času s temi ljudmi počnemo in kako z njimi ravnamo in jih negujemo. Ampak tisto, kar sem te jaz bolj želela vprašati, je minljivost v smislu, prej si tudi rekel, ta prepoznavnost, mogoče takrat tudi malo, bom rekla, si nahraniš lahko svoj ego, ko si prepoznaven, oblegan, ljudje vejo, kdo si, želijo si tvoje glasbe in tako naprej. A si imel kdaj v svoji karieri občutek, da si bil preveč v to noter vpet? V smislu, da te je to preveč posrkalo noter? 100%. 100%. To se po mojem zgodi na neki, bi rekel, nezavedni ravni. Point je pa v tem, da recimo nekemu, bom rekel, zdaj dajem nek plastičen primer, Gojko tu Hitmacherju ali pa Lepemu Dasatu je veliko lažji, ker imajo neko, recimo, da si ti postaviš vlogo, ne vem kaj si, da si kot nek pač bi rekel igralec, igraš nekega lika in je to. Če se pa ti z nekim, recimo moje umetniško ime je Trkaj, kar je zelo podoben kot moj priimek, ne? Če se pa ti s tem nekako poistovetiš, tvoja identiteta zraste, ki ti pač ljudje ploskajo, te poznajo, ti dajejo komplimente, se ti življenje, bi rekel, na nek način spremeni in človek se vseh stvari pač navadi. Problem pa nastane, ko ti misliš, da je tvoja identiteta to, kar si ti ustvaril nekako v glasbi. Bila sva na začetku, nismo tukaj zato, da se najdemo, ampak zato, da se ustvarimo. Ampak to je tvoja stvaritev, nisi ti ta stvaritev. In pri meni je nekaj časa trajalo, da sem jaz ugotovil, da sva pravzaprav dva v meni. Da eno je Trkaj, ta umetnik, to neko, bi rekel, človek, ki recimo ustvarja, ki je lahko tudi javna osebnost, rečemo temu, poj pa Rok, da sta v bistvu dva. In že to, da prideš do tega, pač traja nekaj časa, potem pa pač ugotoviš, da je možno oba dva z obema skupaj živeti, in ima dati pač prostor. Ne pa, da zdaj na podlagi tega ali nekdo žvižga ali ploska, je moja vrednost, bi rekel, odvisno od tega. Ne? To v teoriji se zelo lahko sliši, ko si ti v praksi pa to malo težje, ne? To glasbeno pa življenje, še posebej, ki si zaljubljen v glasbo, pa to, kar delaš, so pa to lahko tudi neka spoznanja, neke bolečine, ki so tudi prišla, ta spoznanja so tudi prišla, ker sva šla, se pravi, z mojo bivšo narazen. Ful spoznaš enih pač stvari nekako vse, ne? Ker pride bolečina in ti se moraš s to bolečino pač soočiti in spoznati, iz kje izhaja, kaj je, kako je. Globe stvari. In ne vem, zakaj imam danes občutek, da sedim z Rokom in ne s Trkajem. To ti tvoja intuicija govori. Po moje del tega, ko sem prinesel pač rap, ker jaz mislim, da sva oba danes tukaj. A stane. Glede na debato, ki jo imava. Rok, kaj je tisto, kar si bi želel, da bi še lahko
ustvaril, recimo, če rečeva, ne vem, v dobi 10 let? Kam te vleče? Kaj je tisto, kar je še neka taka želja, da greš? Ja, želja je dost. Se pravi, nadaljeval bi rad z repki, da bi naredil še recimo v 10 letih še, zdaj ti bomo ideali govorili, ideale, na kjer se noče navezati. Če bi naredil še 2 do 3 repke, bi bilo super. Pa da bi še naredil eno, bi rekel temu, odrasel album. No, kjer so v bistvu čustva, ker jaz sem po mojem nehal, kaj bilo to 2, recimo 5, 6, 7 let nazaj ustvarjati za odrasle, da bi s temi izkušnjami, ki jih imam zdaj, da bi nekako probal pač povedati za nekoga, ki je zdaj star 20-30 let, kaj te čaka, pa kako se stvari spremenijo. Pa z vsem je tudi erotična poezija, vse te življenjska spoznanja, ki mi jih je življenje dalo, z namenom, da se nekdo mogoče v tistem času obdobja, da se prepozna in da vidi, kako se lahko stvari spremenijo. Ne? Da je mogoče tudi na te spremembe, da je potem pripravljen, ker življenje nikoli ne stopiš v isto reko dvakrat, nikoli ne spoznaš istega človeka dvakrat, ne? In tudi ne živiš tega življenja pač dvakrat. Ne? In zato je dobro, da imamo vodstvo nekih bi rekel, ljudi, ki so starejši, da nam povejo mogoče neka znanja, da nam dajo. Ja, skozi glasbo. Kdo je v tvojem življenju ta oseba, ki ti to daje? Prvo, bi rekel, moja družina, moja punca, potem so bogomili, se pravi, bi rekel, veja krščanstva nekega, ki je pač precej drugačna od to, kar se učimo, je ravno ta nauk, ki sem ga povedal, tej dobroti in to izhaja iz tega. Pa potem ljudje, ki so mi pač inspiracija. Ali so to, ali smo samo na dolgi razdalji prek različnih podcastov, takih stvari, ali prek knjig, ali pa random čist ljudje, ki me inspirirajo in mi dajo neke, bi rekel, take življenjske. Včasih nekdo po nesreči reče, pa če se ti zatakne za pravilen previs srca, je že pravilno, je že nekaj na temu. Če si senzibilen, odprt, najdeš lahko posod inspiracijo. Bogomile si omenil. Ja. Na kakšen način bi lahko rekel, da si jih, ne bom rekla odkril, ampak kdaj si se srečal s tem in kdaj te to pritegnilo? Čisto preprosto. Za diplom, se pravi, začel se je pri učni uri patrologije, to je veda o cerkvenih očetih. Cerkveni očeti so tisti, ki so šli po apostolih, ki so naprej razširjali vero v rimokatoliški struj. Vmes so se pa skozi ves ta čas so se pojavljali tudi nasprotniki tega. Nasprotniki, o katerih se ti učiš kot nasprotnikih. Heretiki, itd. In potem je profesor rekel, da so obstajali neki Katari, Katar za besedo poznaš, ne? Ja. In me je bilo zanimivo, sem malo bral njih in me je vedno fasciniralo to, da so jih poimenovali zahodni budisti, bili so popolnoma dobri, popolnoma mirni, veseli ljudje, pa jih je rimokatoliška cerkev vse pobila. Zakaj? In ta zakaj je šel v pač raziskavo, zakaj ti nekoga, ki sledi, zakaj ga ubiješ? Ne? In a so res pol heretiki? Ne? In to me je pač gnalo nekako to, da sem spoznal pač, da je naša vera, kakršno pač tukaj živimo na tem prostoru, kjer je največ cerkev na kvadraten kilometer, ne? Se mi zdi, da ni originalna, če sem lahko direkt iskren, ne? Da se mi že rodimo krivi z izvirnim grehom avguštinske miselnosti, non possum, non pecare. Originalno smo dobri. In to je nauk, pač, ki je šel po drugi struji, kot je šla rimokatoliška cerkev, in je bil na nek način vedno zatiran. Ne? Zdaj pa kdo je zdaj heretik tukaj? Ne? Ampak ne zdaj, da zdaj bomo pa se med sabo. Pač verjamem v nekaj, kar mi enostavno
olepšava stvari, če koga zanima, če koga pritegnem, razložim. Ne dajem pa to na svojo prvo fronto, pač kaj kdo jaz sem. To je moja, bi rekel, če meni osebno pomaga, pohranja pri tem, da se filaš z neko dobroto, da si boljši, bolj plemenit človek, da neke stvari lažje sprejemaš, lažje tudi živiš sam sabo, lažje z ljudmi okoli njih, imaš dobre odnose, zakaj potem ne? Seveda je pa tudi nekdo, ki je v RKC, pa to sledi, lahko 100% postane pač dober, odličen človek. Tako, vsak si v bistvu poišče tisto, kar misli, da mu pomaga 100%. Pri temu, Gre da je samo lahko za to, da so neki nauki, ki pišejo v kompilaciji, ki jo imenujejo svetopismo, pa za neki nauki od ljudi, ki ga nikoli niso videli, da mogoče to komu pomaga, če občuti ta krivdo, veliko krivde, da ni kriv, da so si to samo ljudje izmislili, da bi pač instalirali z neko kontrolo krivde in zakramentov, kjer se ti očistijo, če greš skozi en določen pač sistem, da to ni nujno pač resnica, da je tempel vse posod, da si ti tempel. Rok, kako je kaj s tvojo, lahko rečem, ljubeznijo ali pa z navdušenjem nad hojo? To je še vedno tako zelo priljubljeno? Ali kako kaj Šmarna gora? Šmarna gora je. Šmarna gora je, ja. Enostavno ni za dolge pohode, ni več tega luksuza časa. Kamino dvakrat, ne? Kamino dvakrat, ja. Ni. Pač enostavno zdaj je, ko si enkrat starš, je to veliko bolj pač strukturiran, pa omejen, sploh če sva nekako 2 starša oziroma 3 starši, treba skozi nekaj pač predlagati, tako da dajem temu zdaj, ampak cilji so se spremenili, največ koliko kilometrov bom naredil, ampak koliko bom bil z mojo hčerko in vse v redu. Kaj pa en izziv, je tudi bil, oziroma bil si del izziva, ali 100 trebušnjakov, ali kako že? Tisto, ja. A to še? Ne, to pa. Kakšen je že bil, daj malo me spomeni. Mislim, da 50 zgibov, 100 sklic, 100 počepov, 100 trebušnjakov vsak dan. Na dan, En let so to delali. Pozdrav kolegu Kristjanu Virtiču, ki še vedno to drži, jaz sem pa en let pa še malo, pa sem pa pač nehal. Ampak on je pa še kar ustrajen, ne? Virtič ga ima, Vafer Virtiča, tako. Odlično. Rok, najlepša hvala za zelo zanimiv pogovor. Vesela sem, da sem bila danes z obema, s Trkajem in z Rokom, in se vidimo na kakšnem nastopu iz prve vrste. Repke kar znam. Hvala lepa, tako da hvala vsem pa za ogled, za podporo, da ste do konca čakali. Če koga zanima, me najdejo na socialnih omrežjih ali pa repki.si. Na koncu samo še to hvala za povabilo in vsem dobre misli, dobre besede, dobra dejanja. Čist simpel, ampak efektivno, tako da mir vašim srcem. Če sva že pri zahvaljevanju, izkoristim še jaz to priložnost. Tudi tokrat Mana, Red by Mana, nova kolekcija oblačil. Hvala tudi tokrat, da ste me lepo oblekli za podcast.